Računamo naprej. Peto. Izračunaj diferenco aritmetičnega zaporedja, se pravi aritmetično zaporedje s podatki. A2 je 250, A5 je 37. Treba izračunati diferenco. Ja, bilo bi fino, ne, če bi bila to sosedna člena, ampak nista. Zato bomo najprej poiskali. Ja, no, kar diferenco bomo poiskali, ne. Zdaj, imamo podatek A2 je 250, ne, in mi poznamo A2, kako ga izračunamo. In sicer mi lahko A2 označimo kot A1 plus D. Prav tako lahko A5 označimo kot A1 plus 4D. Zdaj pa, ker poznamo številčno vrednost A2 in A5, lahko rečemo, A2 je 250 in A5 je 37. Tole je pa sistem dveh enačb z dvema neznankama. To pomeni, da moramo nekako se znebiti ene neznanke. Tule imamo A1 plus A1, pa tu tudi plus A1. Zato na obeh straneh druge enačbe pomnožimo z minus 1. Potegnemo črto in dobimo. Prvo prepišemo, A1 plus D je 250. Potem pa drugo pomnožimo z minus 1. Dobimo minus A1 minus 4D je 37. Minus 37. Enačbi lahko seštejemo. A1 pa minus A1 se nam odšteje, se pravi dobimo nič. D minus 4D je minus 3D. 250 minus 37 je pa 3, 1, 2. Tako, zdaj pa, ker imamo tukaj krat minus 3, delimo z minus 3 in dobimo, da je diferenca enaka. Minus bo, ne, ker je minus 3 delimo, je 71. In dobimo diferenca enaka 71. V redu, ne? Prav fina nalogica. Ok, tisto, kar ne rešimo, lahko poskusite za vajo sami. Katero bi še vzeli, recimo 7b. Poskusite sami, kako nalogo pred mano izračunati, ne. Se pravi, imamo aritmetično zaporedje, A1 je minus 5 na minus 4, število c je pa 84. Ali je število c člen danega zaporedja? Če je, zapiši kateri. Se pravi, mi želimo dobiti en tak člen, ne vem, A27, da bo tole res. Ampak mi ne vemo, kateri člen je enak c-ju, ne. In zato se mi vprašamo, AN je c. A to drži ali ne? Če bomo tu dobili, ne vem, 3 je enako 3, potem bo v redu. Če bomo dobili n, mislim, če bomo lahko izračunali n in bo n celo število, potem bo to res. Če ne, bomo pa videli, kaj bo. Se pravi, imamo 5n minus 4 je 84. Minus 5n, štirko damo na drugo stran, ne, rešujemo enačbo po n zdaj, je 84 plus 4, minus 5n je 88. Tole delimo z minus 5 in dobimo n je, tu pa spet vzamemo en tak pripomoček za računanje. Kalkulator in delimo 88 deljeno z
minus 5 je minus 17,6. Ta enačba nam je zdaj rekla, ja, n, če želimo, da je an enako c, je minus 17,6. Se pravi, minus 17,6 člen. To pa ne bo šlo, a ne? Če bi bilo plus 17,6 člen, tudi ne bi šlo. Tukajle moramo dobiti celo številsko n. Če ne, to ni pravo, ne? Ni prava tale, kaj že? Ni pravi člen aritmetičnega zaporedja. Zdaj, večinoma teh nalog je takih, da imate recimo različne člene podane, jih morate zapisati v splošni obliki in potem dobite ven A1 in D. In ko imate enkrat A1 in D pri aritmetičnem zaporedju, ste zmagali. Se pravi, A1 in D poiščete, potem lahko pa katerikoli člen, splošni člen zračunate in tudi vsoto zaporedja, ki je stvar, ki nas čaka sedaj. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!